Kaj pa preučujete v teh prostorih? V teh prostorih proučujemo spanje. In sicer pri tistih otrocih, ki imajo kakršnekoli težave. Zakaj pa je spanje pomembno? Spanje je zelo pomembno zato, da smo zdravi, zato, da smo čez dan lahko zelo kreativni, da smo učinkoviti. Spanje je zelo pomembno zato, da lahko čez dan počnemo stvari, ki jih sicer želimo. Kakšno je pa normalno spanje? V spanju imamo različne faze spanja. Ko zaspimo zvečer, imamo lahno spanje. Otroci greste zelo, zelo hitro v globoko spanje. In v tistem globokem spanju res možgani, če tako rečemo, počivajo, ravno tako kot počiva telo. Potem pa sledi eno zelo zanimivo obdobje spanja, tisto spanje, v katerem sanjamo. Takrat naši možgani delajo zelo hitro, tako kot v budnosti, oči nam grejo levo, desno in v tisti fazi spanja smo tudi popolnoma ohlapni. In te ciklusi spanja se potem preko noči izmenjujejo nekje na uro pa pol do 2. In na koncu vsakega ciklusa spanja se za kratek čas prebudimo. Mogoče se spomnite recimo po noči, ko se zbudimo, obrnemo na drugo stran in zaspimo naprej. Koliko časa moramo pa mi, ko smo stari 10 let, spati? Tako, nekje po ocenah približno okoli 10 ur. Ampak seveda, spanja smo dobili dovolj takrat, kadar se zjutraj zbudimo spočiti, naspani in potem čez dan lahko počnemo vse stvari v nespremenjenem tempu. Kaj pa, če po noči hodimo v spanju? To je zelo zanimiva, pa niti ne bi rekli motnja spanja, ampak neka posebnost v spanju. Takrat se dogaja, da se naši možgani, ki zelo globoko spijo, kot da se ne bi mogli popolnoma prebuditi. Jaz včasih hodim ali pa govorim v spanju. Odlično. Take otroke, ki velikokrat hodijo v spanju ali pa govorijo v spanju, tudi snemamo tukaj v laboratoriju, zato da vidimo, ali imaš kakšne druge pridružene težave s spanjem. Tako da potem, se boš ti kar usedla tlele na tale stol, Brina, ti boš pa vzela vlogo zdravnice. Tako da boš oblekla tale plašč in jo boš izprašala. Pri obravnavi motnje spanja je zelo pomembno, da vse izprašamo, kako se zvečer dogaja, kam gremo spat, kako gremo spat, kaj se dogaja v spanju, kaj nas prebuja. V redu? Moje ime je Žiga. Najprej bomo nastavljali v noge elektrode. Najprej bomo dali na desno nogo. Zakaj dajemo to na nogo? Zato, da bomo videli, če bo kaj po noči brcalo z nogami. Kako pa lahko spiš z vsemi temi žicami, kaj pa če katera dol pade? Zelo težko se spi, veš. Ponavadi po noči zna kakšna elektroda dol pasti, odvisno je, koliko se premikaš. Kaj mi pa to delate? Tukaj ti pa nameščam elektrodo, s katerim se beleži tvoje premikanje zrkl. Kot je povedala zdravnica, po noči so zrkla v določeni fazi najbolj aktivna in takrat se premikajo tvoje zrkla levo pa desno. A te kaj boli? Ne, sploh ne. A to boste pa na računalniku opazoval dogajanje? Tako je, jaz celo noč opazujem na računalniku, če katera elektroda dol pade, jo grem popraviti in namestim pol drugo elektrodo. Zdaj bomo tole namestili takole kapico, zato da bodo te elektrode čim bolj pri miru. Kako se počutiš, Uma? Super. Zaprla boš oči, da te si izrežem za učke pa za usta. Prav? Čisto bodi pri miru, nič ne odpiraš oči. Evo, pa smo gotovi. Kaj je zdaj naslednja faza, preden bo Uma zaspala? Zdaj bova Umo vprašali, kako zvečer doma sama zaspi. Ali zaspi s vama, kje spi, kdo je še v sobi. Tako da bomo čim več izvedeli, na kakšen način se ona zvečer odpravi v posteljo. Uma, kdaj zvečer hodiš spat? Ja, približno okoli 9. Kje pa spiš? A ima svojo posteljo, svojo sobo? Ja, spim v svoji sobi in v svoji postelji. A imaš zvečer temo v svoji sobi? Ja, večinoma. V kotu v sobi imam pa eno tako malo lučko. Kako pa veste, da je kaj narobe s teh krivulj? Gledamo, kakšna je sama, kot rečemo, arhitektura spanja. Najprej, ali ima spanje res vse te normalne cikluse, ali je tukaj kakšno daljše obdobje prebujanja. Pogledamo, kako hitro otrok zaspi po tistem, ko ugasnemo luč. Tako da gledamo razne stvari, ker vemo, kakšno je nekje normalno spanje, potem, če so kakšna odstopanja. Seveda pa vidimo tudi, če se v spanju dogajajo kakšne nenavadne stvari, recimo kot je hoja v spanju, pa predvsem, da vidimo, v kateri fazi spanja se to zgodi.